Svet kriptovalut. Mamljiv, privlačen in na nek način tudi vznemirljiv. Mnoge privlači, ker obeta velike zaslužke za majhne vložke. A vendar? V zadnjem času smo opazili, da se na nas veliko več uporabnikov obrača, ki imajo neke varnostne probleme tudi v svetu kriptovalut. Ali so jim ukradli kakšne kovance, ali nimajo več dostopa do svoje denarnice, ali nimajo dostopa do borze, in potem nas sprašujejo, kaj pravzaprav lahko naredijo. Zato smo se tudi odločili, da obvestimo oziroma širši javnosti damo neke napotke, kako se pravzaprav obnašati v tem svetu. Poslovanje, trgovanje s kriptovalutami ni nič drugačno od poslovanja z delnicami. Razlika je le v tem, da vrednost kriptovalut precej bolj narašča in pada. Varnost pri nakupu in prodaji pa je manjša kot pri običajnem trgovanju na borzi. Meni so ukradli identiteto dvakrat, so napisali uporabnikom, da so oni in da če jim nakaže na ta adres, ki je bil pa njihov, je 15% bonus na investicijo in take zadeve, so pokradli nekaj denarja. Če se podajate v svet trgovanja s kriptovalutami, se morate najprej seznaniti z načinom poslovanja. Če pride do težav, je problem v svetu kriptovalut ta, da ponavadi ni možno nekaj nazaj narediti. Se pravi, transakcije v kriptosvetu so nereverzibilne. Paziti morate, katero menjalnico oziroma spletno borzo izberete. Najbolje je, če se odločite za eno izmed prvih 3 na svetu, čeprav lahko izbirate med 100 in več menjalnicami. Pri izbiri kriptovalute pa se morate odločiti naslednje. Se moraš odločiti, da si nek dolgoročni vlagatelj v to, ali si tisti, ki bo pač dnevno trgoval, pa lovil te padce pa vzpone. Odvisno, koliko imaš časa v to življenju. Tako da večina se odloči, da pač kupi bitcoin in ta bitcoin potem stoji tam in ga ima in to je to. Problem je tega sveta, da je vse vezan na bitcoin, kar pomeni, če bitcoin raste, raste vse, če bitcoin pada, pada vse. Tako da zdaj iskati neko valuto znotraj tega, da bo drugače se obnašala kot bitcoin, je težko. So neki zamiki, ampak pa moraš pa delati, pa se moraš ukvarjati s tem, ampak načeloma gre cel svet ta gor, ali gre cel svet dol. Pasti in nevarnosti pa je toliko, kot si jih lahko zamislite pri vseh opravilih na internetu. Lažne spletne strani, prevare na vse načine in seveda gesla, ki jih v svetu kriptovalut nikakor ne smete izgubiti. Glavno pravilo oziroma vodilo pa je, da ne vlagajte denarja, ki ga ne morete pogrešati. Tukaj noter v bistvu je veliko zgodb o uspehu. Neuspeh ponavadi ne slišimo. Imaš pa tudi noter nekaj zgodb o uspehu, ko je sosed pa odnesel €1 milijon, pa on je to pa to naredil, pa to vse skupaj poganja naprej. Pa res pa je, da v bistvu da je rast je konstantna, čeprav pada dol gor, še vedno tisti tudi, ki vstopi na visoki ceni. Če malo počaka, bo nazaj, ne bo izgubil.